Roki! Evo en aplauz za kaj. Kaj legende, kak ste? Evo no, Rok Trkaj se je rodil 1. marca leta 1983. Je slovenski reper, tekstopisac, novinar, popotnik in diplomiran teolog. In človek. Rodil se je v Savskem naselju v Ljubljani, z repom se je, ko je začel ukvarjati leta 2001. Na slovensko rep sceno pa je prišel leta 2004. Drugi album Postol je bil leta 2007, tretji je bil Pasoš, ki ga je Trkaj posvetil malo ožjemu občinstvu v svojem Savskem naselju. In pred parimi tedni je šel tudi album Vse je okej, ki sem ga tudi kupil in vam ga bom bolj pokazal. No, Trkaj je pa v svoji glasbeni karieri sodeloval veliko izvajalci, ki so na primer Džiboni, Alenka Godec, Andrej Šifrer, Jadranka Juras, Čale Sale in mnogi drugi. No, za delom z učenci sem si izbral pesem Trkaj Dobro jutro, mojega članom skupine In and Out, Orjam. Za vaša naloga prva je, da izvajate osnovni ritem. Ritem bo čisto lahko, zato nam nič problemov. Ritem je. No, to je ritem. Pa ko Trkaj vzklik naredil refren, vzklik Dobro jutro, tudi vi ponovite. Bom pa dal pač refren, pa sam musel vzati.
Trkajo je pa širšem občinstvu prvo v živo predstavil na 3. vseslovenski Vstaj, se mi zdi. Ja, no, besedilo te pesmi pa govori, da imajo vsi v sebi nek talent in da so vsi geni. Zato tudi Trkaj ni MC, ni rapper, je geni. Zanimivosti. Trkaj je leta 2004 prehodil 800 km v enem mesecu na romarski poti Camino de Santiago. Po koncu je to zapisal, da je na tej poti spoznal samega sebe. Cena njegovih albumov je kolikor daš, samo da je srca. No, to je pa še en skrivan del tega dela z učenci, ker bo tudi Trkaj sodeloval, zdaj imam napisan, da si dvakratni sodelovalec, ampak si zmagovalec v slovenskem freestyle bandu. No, in zdaj povaljno sem bil malo tvoje freestyle band in sem videl, da je pač nekaj 10 ljudi, seveda nekaj recitiraš. In naš pa, smo se malo sošolci z Jakobom Krvacom, pa no... Ali Jacob Rukenga. Ja, jaz bi dal besedo zgodovina. Ja, jaz bom dal osnovna šola Kruga. Ok, dajmo če malo reči ti. Ajde. Ne vem, ok, ti? Voda, ti? Jaz. Zgodba. Zgodba, ok. Pulih je že besed. A ti napišem kaj? Ne, vse si probo zapomnil. Prva je bila zgodovina. Osnovna šola Kruga. Ja, se vem, čakaj, da naredim eno zgodbo iz tega. Počutil se good tule, se pravi, ampak ne vem, kakšna je zgodovina osnovne šole Prule. Se pravi, 3 besede smo uporabili v eni. Polo je zraven še svoboda, ne? Nova doba. Da prahaja zdaj, ki je pred nami, da se vse šole, ki so v Ljubljani, združijo, da samo rečejo o fotor, o mami. Te geniji, ki se bodo spodbudili in bodo nekaj naredili. Vsak od nas skriva neko skrivno seme, ki bo poskljiv. Če imate talente nekaj čuti, da je prav, ne pustiti, da ti govorijo, dej 5 radimo, deli na tem izkos. Tudi ključavničar je rato Josip Tito Broz. Šta greš? Kdaj se je Rok rodil? Prve prijatelje 3 meseca. Naštej 3 izvajalce, s katerimi je Trkaj sodeloval. Sale, Zlatko, pa in Vladko Jure se No, pa kako je našel njegovega novega albuma? Vse ok. No, hvala za pozornost, zahvaljujem se Trkaju, ki je to omogočil, da je prišel in tudi učiteljici. Kje je bila učiteljica naša? Dobar dan, želim, kako ste? Zdaj pa, Špa, bomo še imamo še kakšne vprašanja za Trkaja. Ja, pač, slišal smo, da si zelo dober freestyler, lahko kje razložiš o tem? Ja, a kako se to dela? Ja. Bi rad to znal? Dobro, ali misliš pač? Ja, pač, tako je, no, da se hočeš tega naučiti tako, da je najboljši način je, da veš rime, ne vem, da knjiga, liga, briga, zažiga, ne, spomnim si pač besede, kjer si lahko pač tudi zapomniš, da jih imaš ful v glavi, ne, ene rime na določeno besedo. In to so ti tako kot akordi pri kitari, razumeš, ne. Ampak kaj pa vmes delaš med temi akordi, si pa pač čisto svobodna, ne. In probi to hitro razmišljati, da kaj najdeš recimo 10 besed, ne, na eno, da si jih zapomniš in pol med njimi sam furaš eno zgodbo, recimo, daj probi nekaj. No, nekaj zdaj. Glej, da vem. Miza, pa imam že 2 besedi notra na tem, pa je miza, kupil sem na karico, ki se imenuje viza, ampak danes je zdaj propadel, pa je, da je posod kriza. Razumeš, ne? Se pravi, jaz sem si pogledal sem mizo, pa sem 2 rimi sem takoj dobil, pač, in potem same temi sem neko logično zgodbo probil narediti, ne? Dobrodošli ste tudi tisti, ki bi rad radil pač MC ali pa da bi se rad z grafiti, beatboxom ukvarjal, v septembru bomo odprli hip-hop šolo, ker bodo res pač učili te, ki so po moje top v Sloveniji, tudi iz tujine bodo prihajali razlagati, tako da če koga zanima, kaj že nekaj elementov, ali plesa, ali ustvarjanja, ali produciranja, ali video editinga, ste več kot dobrodošli pač, da razvijate svoje talente tam, ne? Ja.
kjer ti je pa najboljši reper vseh časov? Jih je ene par, no. Meni sta najboljša KRS-One, pa Nas, pa Heptati, pa Rakim, pa Common, pa Guru. Veš, tako, pokaj ima folk po 6-7 platov zunaj, ne, pa na vsakem ful kvalitetnih komadov, težko se odločiš, da ti je pač najboljši. Vsak ima nekaj svojega, ne. In tudi v Sloveniji, po mojem, brez veze, da govorimo, da je pač najboljši, ker je vsak je pač po svoje, vsak ima nekaj posebnega, kar je najboljši, ne. Kaj se na vprašanje, res kar da je to? Zakaj si se odločil iti na to pot? Kaj? Zakaj si se na to pot odločil Pa iti? nekaj me je poklical, jaz vedno tako, jaz ne delam tisto, kar mislim, jaz delam do tisto, kar čutim, veš, ne. In če jaz nekaj začutim, da je prav, pa jaz to naredim, ne. Tako, ko bom zdaj začel študirati, ker grem med samuraje, recimo, ne. Stekaš. Zato, ker čutim, da je to prav. Kakšno ti je bilo pa kje otroštvo? Otroštvo je bilo tako, jaz sem imel v bistvu probleme, ker sem majhen, ker nisem mogel niti ene besede normalno povedati, ker sem toliko slova, veš, ne. In zaradi tega je bilo tako dosti tega, veš, pracaže pa tako naprej, veš, pa nekaj probaš nazaj, pa pač ne gre. Potem pa to, ko sem pa za majk prejel, je pa to celanje zginalo in pol srednja šola mi je bila ful dobra, osnovna pa še ne to, kam imam pa furati pa Savca, pa folka iz tam, tako da to je bila dobra stvar tega. Ampak te začetne, te osnovne, pa nisem se počutil to dobro, no, sem se počutil bolj malo sam in tako, veš. Jaz sem še eno vprašanje. Tikrat? Mislim, šel tako v prihodnosti kaj z Lahkotom, tako da verjeti. Ja, sva se že pogovarjala, mogla bi narediti en komad za Adidas, pa za basket zdaj skupaj, ker pa svetovno prvenstvo samo ni kurci, niso še nič kontaktirali, tako da ne vem. Ampak s Čoratom so tako po dobrih odnosih sva in so si tudi čestitala, on je meni za ta komad, ta videospot, ki je dvigan Mike, mi poslove sem se snemo nazaj, ki ima zdaj te neke, ki ima poezijo, veš, pokaj. Nima bita, ampak ima samo eno kitico, pa prav naspolkan moški, sem mu isto čestito nazaj in to so že neke te osnove, da se bo nekaj zgodil skrpa, veš. Učiteljica, boste kaj vprašali? Sprašala, kaj je musko si najprej poslušal to, da si začel še na 17 zred? Jaz bolj izhajam iz tega rock'n'roll sveta, pa punk sveta, ne. Tako upornik zavedno. Rap je pa potem prišel, ne, ker sem bil, kaj imajo fanti vse zapovedati, kakšne hude stvari. Kaj pa vi kaj poslušate zdaj v teh časih? Kaj je? Ok, pa še poleg tega tako, kaj zdaj kaj dogaja tako napolno? Rap isto, dobro ste. A jaz še eno vprašanje, kako ste zdaj pač komad Cancel, ko ste ga posneli? Cancel, ja, si ga slišal kakšen. Ne, pač Cancel je bil tako, zgodba je bila to vse, a kdo pozna zgodbo, kakšen zgodba je Cancel? Ja, ti se ga malo. Kaj to sva vidi? Pač zgodba je taka, da bi kdo reče slišal, da ne bom ponavljal, če Ja, vem. No, pač to je ta malo vauske, ne, on je tako, on ima tak vibe, da se ga razumem po svoje. On žvi na obali v Markovcih, kar je tako, recimo, velika zadeva, če gre od začetka prul pa do konca, ne, se pravi, ni nekaj veliki dan. In on ful čuti vse, da se mora pač prebiti na vse načine in to dela tako, da ful kliče pač po pozornosti, ne. Ok, neče narobe s tem, pač imaš tak stil in to je to. In nekaj smo mi za ekipo smo imeli nastop v Kopru in je on prosil nas, če lahko prije pač v backstage, ne, smo rekli, da te vletni paniki, ne. In potem še prosil, če so lahko pred skupina, smo rekli, da bote, več razvijete talent in tako naprej. In vse je v redu, nekaj pa oni v backstage so in si ga napijejo in tako nekaj veš, začne se tista pracaža, ne. Pa ga jaz prijem pa rečem, kaj to bom, ko pa je, veš, ne. On pa nekaj še nazaj pa rečem, a ja, bi rad betlo, veš, ne. In je ful smešen, nas tako, naše ekipe 4, unih tam primorcev, ki jih je bilo moje 15-20 komad, razumeš. In sem ga začel tabanati, tam malo govoril, bam, in je bil kar na jogu, razumeš, vaj. In vas polka so bili za njim, so šli na našo stran, ne. In on pa oči šikeram, ne. Sem rekel, da malo, daj ne furat tega stila, daj pač igrati, pa deli in to je to. Sem mu še eno knjigo hodil, ne, jaz tega ne rabim. Ampak jaz sem tako vse, jaz vse občutem klic, da moram pač pomagati
mladim talentom, reperjem in tako naprej, če so dobri. In jaz v njemu nekaj vijem, da je nekaj posebno. Kar ga pokličem, pa rečem, tam boš nastopil na morju, ker smo imeli neko prireditev, še plačamo ti, je rekel, ja, ful, hvala, pa tako naprej. In tam nastopil, razumeš? In po tem nastopu en mesec, jaz sem mislil, da smo mi, ne vem, veš, če ti nekdo nekaj zrihta, ne zabiješ mu glih noš v hrbe, tako sem jaz nekrat načena, veš, ne. Pa čez kakšen mesec pa prije tako umat van talenta, ne. Veš, pa smo rekli, zdaj se šmogu pa tako naučiti, ne. In zdaj je realna situacija, tam je taka, da ga ono, veš, od pulci pa se mu folk smeje, ne, veš, po glavo, ne. Tako, pač, veš, to je isto ena izmed teh takih čudnih stvari lepa, da lahko se nekdo preveč pameten, da lahko v bistvu to zmasakriraš, na imidžu, da nikoli več ne bo mogel narediti. Vaux po vsej verjetnosti nikoli ne bo mogel biti to, kar bi bil, če ne bi tega posnel. Veš? To moraš biti pameten pač proti komu dviguješ jezika, veš, pa lahko dobiš nazaj. In oni naredil mega napako, da je to kaj njih imen omenil. To je bila edina napaka. Bi se on samo na enega spravil, bi bilo veliko lažje, če je pa 5-6, kaj boš pol? Vsak ti prebije en online in si gotov. Easy as that, ne? Ampak vsem sem ga po prejšnjem teden sem ga pogledal, sem rekel, malo si se naučil. Rekel, vsak dan se učim, sem rekel, no, da je pa bomo nekaj naredili, razumeš? Ker mene po eni strani se mi je gnoja, razumeš, ampak po drugi strani pa ono, vsem čutam, razumeš, da ne moš nekega talenta, kaj se trud, ne moš ga kar vrst pa ga pustiti. Pač jaz to čutim, veš, in tega poklicu, daj naredi nekaj, boš vsaj prvi video delu, da se malo popravil. Vsak lahko naredi napako, veš, vse to je jasno. Ne? Zdaj pa, če se naučil nekaj iz tega je, če se pa ni, pa pač. To je ta zgodba, da boste vedeli iskreno. Tako jaz vidim. No, en aplauz za kaj. To je to? Evo, to je pa še naša. Hvala vam, fulej, hvala vam za čas, pa respekt, da si tako lepo pripravil. Pa dej, če boste imeli, če imate res kakšne talentov, naslednjo bomo začeli, se pravi, da razvijam za talentov, lahko prijete noter, če boste čutili, da je to vaša stvar. Ok, lepo se imejte, pa srečno. Ja. Ti je všeč filozofija, kaj ne, Jakov? Da ga postane realno plan, potem še odmeri počko, to všeč, nisem vedel te zgodbe.